Spoštovane in spoštovani, dober večer, prav lepo dobrodošli na 32. podelitvi Delove osebnosti leta. Danes bomo torej izpostavili izjemne osebnosti, katerih dejanja je v preteklem letu uredništvo časopisa Delo prepoznalo kot izstopajoča in navdihujoča. Pa ne le to, naše spoštovanje danes dobijo tudi ostra in poglobljena peresa ter sprožilci in objektivi, ki so točno tam in takrat, kjer in ko morajo biti. Kot že nekaj let zapored bomo torej tudi tokrat počastili ustvarjalce, ki pomembna dejanja ter zgodbe beležijo, novinarje in fotoreporterje, ki jih medijska hiša Delo nagrajuje za posebne dosežke. K pozdravni besedi najprej vabim direktorja medijske hiše Delo, gospoda Stojana Petriča. Spoštovani bivši predsednik Republike Milan Kučan, spoštovani visoki gostje v dvorani, spoštovani ljubitelji dela pred zasloni, dame in gospodje. V medijski hiši Delo častimo besede in z njimi ustvarjamo zgodbe. Nocoj ne bomo poudarjali tistih besed, ki so preveč odmevali v preteklem letu in za katere bi bilo verjetno bolje, da jih ne bi bilo tako pogosto slišati in brati o njih. Nocoj se bomo osredotočili na tiste druge, lepše, močnejše besede, ki so zaznamovale minulo leto. Na besede, ki odražajo dejanje izjemnih osebnosti, ki zaznamujejo dobre medsebojne odnose in ki vračajo pomen skupnosti. Zaupanje, spoštljivost, odgovornost in odločnost, profesionalnost so le del vrednot, ki jih imajo uspešni posamezniki. In z vsemi temi besedami bi lahko opisali osebnosti, ki se jim bomo poklonili nocoj. Prav vsi izstopajo iz povprečja in nas svojimi dejanji navdihujejo. Hvala vsakemu od vas in iskrene čestitke. Naša država ima veliko dobrih posameznikov, prepoznavnih v svetu, ne le doma, na področju športa, znanosti, gospodarstva in kulture. Če personaliziram svoje področje, podjetništvo, je družba Kolektor postala slovensko podjetje, čeprav je bila 34 let v lasti tujega kapitala, kot slovenska družba pa se je uveljavila doma in v svetu. Na tej poti nas ni bilo strah, ne Nemcev, ne Američanov in tudi ne Azijcev. Vedno pa smo se malo bali slovenske neuštljivosti. Ni čudno. Novo leto prinaša številne izzive, a hkrati tudi priložnosti. Resnično si želimo, da ga bodo zaznamovale besede, ki bodo spodbujale družbeno enakopravnost, politično stabilnost, gospodarski razvoj, kulturni razcvet in poenotenje naše skupnosti. V medijski hiši Delo bomo to tudi prihodnje razvijali in predvsem dejavnostjo sledili medijskim trendom ter uporabljali sodobna digitalna orodja in platforme. Ostajamo pri zavezani širjenju kakovostnih in verodostojnih informacij za opolnomočenje vsakega posameznika. In še naprej bomo ostali za svojimi besedami ter krepili zaupanje naših bralcev, uporabnikov, sodelavcev in partnerjev. Hvala, ker ste z nami. In naj bo leto 2022 leto pozitivnih besed in dobrih zgodb. Srečno. Najlepša hvala gospodu Petriču za te uvodne besede. Medijska hiša Delo torej vsako leto nagrajuje svoje avtorje, ki so v minulem letu med bralce prinesli prav posebne zgodbe oziroma fotografije ter svojim delom zaznamovali preteklo leto. In letos bomo podelili 7 nagrad. Začnimo s podelitvijo 3 priznanj za izstopajoče novinarske dosežke leta 2021. Priznanje za izstopajoče novinarske dosežke leta prejme Nejc Gole.
Leto je zaznamovalo okrevanje po epidemiji COVID-19. Za blažitev posledic je država sprejela 10 različic zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja okužb, blažitev, obvladovanje in odpravo posledic epidemije oziroma tako imenovane zakone PKP. Nejc Gole je zbiral neuradne informacije, zakone analiziral in jih komentiral s kirurško natančnostjo ter mislijo na bralca, bodisi podjetja, bodisi občane, ki so jim bili zakoni namenjeni. Bil je tudi prvi, ki je opozoril na katastrofalni finančni primanjkljaj v termoelektrarni Šoštanj in napisal raziskovalno zgodbo o prodaji zemljišč stanovanjskega sklada v Ivančni Gorici. Naslednje priznanje za izstopajoče novinarske dosežke leta prejme Miha Hočevar. Miha Hočevar si priznanje zasluži za izjemno poznavanje slovenskega in svetovnega kolesarstva. V maniri največjih imen slavne Delove šole športnega novinarstva je subtilno spremljal tekmovanja in prvi pri nas uvedel celodnevno in večtedensko poročanje s kolesarskih tekmovanj v živo po spletu. Njegovi prispevki so nepretenciozni in preudarni, temelječi na podatkih, znanju ter širokem krogu informacij in poznanstev tudi iz tujine. Njegovi daljši zapisi pa spadajo v skupino športne literature, v katerih brez glorificiranja sledi vsemu, kar je kolesarstvo kot športni, družbeni, socialni, sociološki in ekonomski pojav. Iskrene čestitke. Naslednje priznanje za izstopajoče novinarske dosežke leta prejme Boštjan Celec. Boštjan Celec je novinar z dušo in srcem. Zgodb se loteva z žarom in strastjo, dopolnjuje jih z znanjem in izkušnjami, ki si jih je pridobil v letih ukvarjanja z vsebinami iz pravosodnih logov. Vedno je korak pred novinarskimi kolegi, zgodbam sledi od začetka do konca. Njegovi zapisi so v javnosti odmevni in pri njem iščejo informacije tudi novinarji iz drugih držav. Ponotranjil je časopisni slogan, da ne zaupa govoricam, temveč informacije vedno tudi skrbno preveri. Pri tem ga žene prodorna raziskovalna žilica. Zgodbe življenja zna bralcem približati na strokovno pravilen, a poljuden in slogovno všečen način. Iskrene čestitke vsem trem nagrajencem in gremo naprej. Sledi Delovo priznanje za najobetavnejšega mladega novinarja leta. To pa je Aljoša Črnko. Poročanje o gospodarskih temah je eno bolj deficitarnih novinarskih področij v Sloveniji. Teme so težke, poročanje z gospodarskih dogodkov je skoraj izumrlo. Aljoša Črnko črpa iz poznavanja ekonomije, odlično je opravil projekt spremljanja uvajanja tehnologije 5G v Sloveniji. Med temami, s katerimi se aktivno ukvarja, je tudi dogajanje na trgu nepremičnin. Blizu so mu start-upi in tehnološka podjetja, kjer je opravil več intervjujev. Z navedenimi temami se njegovi članki pogosto uvrščajo na prve strani, tako na spletu kot v tiskanem časopisu. Nadaljujemo z Delovim priznanjem za najboljšo fotografijo leta, ki ga prejme Voranc Vogel. Voranc Vogel se je že kot najstnik pridružil ekipi fotoreporterjev časnika Delo, kjer deluje še danes. Za svoje fotoreportersko delo je med drugim prejel 2 nagradi Slovenija Press Foto in več nagrad Društva novinarjev Slovenije Watchdog. Leta 2021 je prejel zlato medaljo Mednarodne fotografske zveze FIAP. V središču fotografije je zdravstvena delavka. Utrujena, a z odločnim pogledom. Ljudi, ki so med tragedijo epidemije najbolj pomagali soljudem, si bomo zapomnili po pogledu, ker celih obrazov že dolgo ne vidimo več. Vrsta bolniških postelj, kadrirana v diagonalno linijo, se konča pri oknu, skozi katero sije svetloba tistega dne, ko bo nočne more konec. Z naslednjim priznanjem zaokrožujemo novinarske dosežke preteklega leta in priznanje za Delovega novinarja leta
podeljujemo Petru Žerjaviču. Delo Petra Žerjaviča je opomnik, kako pomembno je domače dogajanje postaviti v evropski in širši okvir. V letu, ko je zaradi predsedovanja Svetu Evropske unije notranje politično dogajanje v Sloveniji odmevalo tudi v Bruslju, ga je Delov dopisnik vsakodnevno nadgrajeval z analizami, komentarji in intervjuji z evropskimi politiki. Nič manj pomembno ni njegovo poročanje o odzivih Unije na različne krize. Njegovi zapisi so jasni, umirjeni in vedno postavljeni v politični, ekonomski in družbeni kontekst, v maniri najboljših žurnalističnih peres. Brez njegovega poročanja, v katerem se izražajo bogate dopisniške izkušnje, bi bil Bruselj precej bolj oddaljen, Evropska unija in položaj Slovenije v njej pa veliko bolj nejasna. No in zdaj sledi nagrada, ki časti dolgoletno novinarsko delo z nešteto napisanimi zgodbami in nagrajuje osebo, ki si je novinarstvo izbrala za svoje poslanstvo. Torej, posebno nagrado za življenjsko delo prejme Božena Križnik. Božena Križnik je svojo novinarsko kariero posvetila delu. Vedno jo je vodila misel na bralca in njegovo čim širšo obveščenost. Z veseljem je sprejela izziv, ko so ji v mentorstvo zaupali nadobudne mlade novinarje, znanje pa je brez zadržkov delila tudi s kolegi. Tudi zaradi zavezanosti visokim standardom novinarske etike si je v strokovni javnosti na področjih, o katerih je pisala, pridobila spoštovanje in ugled. Veljala je za prvo Delovo pero gradbene in nepremičninske tematike, trgovine ter na področju potrošniških pravic. Svoje znanje je nenehno širila in v zadnjih letih je v okviru Delovih posebnih projektov bralcem predstavljala tudi nove tematike. S svojim delom je pustila pečat na številnih področjih. Iskrene čestitke in nagrajenko prosimo, da se nam pridruži na odru za nekaj besed. Hvala lepa. Na delo sem prišla pred natančno 38 leti. Dolga doba. Mladi danes težko razumejo, kako lahko nekdo ostane zvest enemu prvemu delodajalcu vso svojo delovno dobo do penzije. Časi se pač spreminjajo, kadri krožijo in prav je tako. Nekaj pa ostaja enako. Delo je bilo in še vedno je institucija, zgled profesionalnega novinarstva. Delati v takem kolektivu je privilegij, saj se učiš od najboljših. Hvaležna sem za tako izkušnjo, kolegom pa iskrena hvala za priznanje. Hvala lepa, gospa Križnik, za tele vaše besede in seveda iskrene čestitke vsem nagrajencem. S podelitvijo novinarskih nagrad smo tako slavili tiste, ki ustvarjajo novinarske zgodbe. Zdaj pa se približujemo trenutku, ko se bomo poklonili tistim, ki so glavni junaki teh zgodb, torej nominirancem za Delovo osebnost leta. Ampak lepo po vrsti. Najprej se bomo prepustili druge vrste izjemnosti in sicer posebni glasbeni točki skladbi iz filma Peti element. In v to kultno filmsko klasiko nas bo popeljala univerzalna slovenska pevka, ki je uspešno osvojila odre tako popularne kot operne glasbe, čeprav je v osnovi v resnici harfistka. Dame in gospodje, z nami je Raven.
Najlepša hvala izjemni pevki Raven za tole. Gospe in gospodje, tako se že počasi približujemo osrednjemu dogodku, torej razglasitvi Delove osebnosti leta, ampak najprej si bomo ogledali, kdo so nominiranci. Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze, Alojz Ihan, zdravnik, specialist klinične mikrobiologije in redni profesor na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, Roman Jerala, vodja laboratorija za biotehnologijo na Kemijskem inštitutu, Matjaž Jereb, vodja oddelka intenzivne terapije na infekcijski kliniki UKC Ljubljana in izredni profesor na Ljubljanski medicinski fakulteti, Nika Kovač, antropologinja, aktivistka in direktorica inštituta 8. marec, Ema Kugler, režiserka, scenaristka in multimedijska ustvarjalka simbolnih prostorov, Zdenka Mrak, glavna medicinska sestra v UKC Ljubljana, Barbara Štrukelj, dolgoletna odgovorna urednica Slovenske tiskovne agencije, Tadej Pogačar, kolesarski šampion, zmagovalec kolesarske dirke po Franciji in bronasti olimpijec, ter Samo Zver, zdravnik, profesor in predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana. Tako, to so torej imena, vendar nas do razglasitve imena leta vodi še nekaj zelo posebnih stopnic. Najprej k besedi vabimo današnjega častnega govorca. Bil je prva Delova osebnost za leto 1990 in 8-krat Delova osebnost leta. Dame in gospodje, bivši predsednik Republike Slovenije, gospod Milan Kučan. Spoštovano Delo, spoštovane in cenjene žlahtne nominiranke in spoštovani nominiranci žlahtni za osebnost Delovega leta. Naj najprej vseeno čestitam novinarjem, ki so ravnokar dobili ta visoka priznanja. Njihovo pisanje mi je ob branju dela v veliko zadovoljstvo in mi veliko bolj tekne prva jutranja kava. Vseeno pa najprej vam vsem zaželim optimističen pogled v leto, v katero smo pravkar vstopili. Upam, da bo zmagovito in bolj prijazno. To, ki smo ga zapustili, ne bo dobro zapisano v naš spomin. Kljub nekaterim dosežkom, našim skupnim dosežkom, na katere smo ponosni in se jih veselimo, smo njegov konec dočakali kot močno raztreščena družba s komaj verjetno množino medsebojnega nezaupanja, dvomov v znanost in v strokovno vedenje. Nažalost, tudi z vse bolj odklonilnim odnosom do politike, čeprav je to tista človekova dejavnost, ki naj skrbi za javno, za naše skupno dobro. Razlogi so negotovosti, ki sta jo prinašala na eni strani virus in na drugi ukrepanje, kakršnega se je v zavetrju epidemije lotevala vlada, zato da bi uresničila svoje prikrite, povsem politične in ideološke načrte. Pa vendar so bili tudi v teh razmerah med nami ljudje, ki so svojim delom poskrbeli, da naš občutek za prav in za pravičnost in za dobro skupno korist ni bil preveč poškodovan. In zato, da teh poškodb v vrednotnem tkivu družbe nismo bili pripravljeni sprejeti kot novo normalnost našega življenja. To so ljudje, ki so vsak na svojem področju z delom pokazali visoko zavezanost profesionalni etiki in humanističnim razsežnostim svojega delovanja. Takšne ljudi, ki močno odstopajo od povprečja, premore vsaka družba, a so posebej dragoceni, ko jih je moč prepoznati tudi v razmerah, ko se družbene vezi trgajo in svojo moč izgubljajo vrednote, ki so temelj notranje povezanosti družbe, njene trdnosti in solidarnosti. Kot je ustava demokratični družbi njeno vrednotno sidro, so takšni ljudje njeno etično vodilo. So oprijemališče družbe v predstavljanju nepopravljivemu zdrstvu v družbo,
v kateri meja svobode enega človeka ne bo več svoboda drugega, ampak bo te meje z močjo državne prisile postavljala ena politična in ideološka skupina, sovražno nastrojena do druge. Izmed takih ljudi je uredništvo Dela izluščilo 10 posameznikov, ki so po presoji njegovih urednikov in urednic v naš preizkušen polni čas prinašali, kot so zapisali, veselje s svojimi uspehi in povezovali družbo s svojim pogumom, trmo, neizprosnim bojem za pravo in pravično stvar. Naj k temu dodam, ne da bi pri tem mislili na kakršnokoli priznanje. Slednje je zgolj dodatno zadoščenje pri njihovem dobro opravljenem delu. Ni nič nenavadno, da je med njimi največ tistih, ki so se neposredno soočali z virusom in so samo izbrani veliki množici naših sodržavljanov in sodržavljank, ki kot zdravstveni delavci nosijo največje breme te preizkušnje in smo nanje prenesli skrb za naše zdravje. A so med nominiranci tudi ljudje, ki so z izjemnimi dosežki v naše življenje vnašali veselje in optimizem, vero in prepričanje, da je vredno vztrajati. Sam sem v povsem drugih časih in razmerah tako doživljal ta častni naziv Delove osebnosti leta. Dobil sem ga večkrat in ponosen sem na vsakega od njih. Kot množično preverjanje mojega dela in kot priznanje, da počnem prave stvari in da je zato vredno vztrajati. Vztrajnost bomo potrebovali tudi, ko bomo odpravljali slabo, kar se je v naši družbi naložilo. Da bomo pri tem uspešni, nikakor ni samoumevno, a sem optimist. Tudi zaradi vas, dragi nagrajenci dela in drugih vam podobnih. Naj najprej s tem sporočilom čestitam vsem nominirancem, vsi bi si zaslužili to častno priznanje. Tisti ali tista, ki je izbran, je le prvi med enakimi, enako odličnimi. Ponosen je lahko na to. Čestitam vam in srečno vsem v novem letu. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Kučan, za tale nagovor. In zdaj je čas, da naše nominirance podrobneje spoznamo oziroma se spomnimo, s katerimi dejanji so zaznamovali leto 2021. Pa začnimo. Aleksander Čeferin je aprila 2020 z bliskovito akcijo zatrl načrt najbogatejših klubov, ki so želeli z ustanovitvijo Superlige sesuti evropski model športa. Aleksander Čeferin je poenotil in dvignil na noge Evropo in njene najvidnejše politike, v boju za male ljudi pa so ga podprle vse institucije v Bruslju. Njegov opus je viden tudi zunaj nogometa. Večkrat je izpostavil nevarnost razgretih političnih strasti v domovini in javno opozoril pred razgradnjo pravne države. Uspešno je zbiral sredstva za projekt Botrstvo za pomoč športnikom iz socialno ogroženih družin. Prav Čeferin pa je bil pobudnik akcije, s katero je UEFA pomagala ljudem ujetim med belorusko-poljsko mejo in jih je tam tudi obiskal. Alojz Ihan tudi v drugem letu spopadanja z epidemijo ni izgubil zagona pri komuniciranju z javnostjo. Spoštljivo in potrpežljivo vztraja v svojem poslanstvu, ki si ga je do neke mere naložil tudi sam. V tem obdobju je dal množico izjav in intervjujev, v katerih je strokovno, a hkrati razumljivo laični javnosti pojasnjeval mutirajoči virus in razvoj novih cepiv. V svojih nastopih vedno poudarja, kako pomembno je v teh časih nepreverjenih informacij zaupati dosežkom znanosti. Njegovo sporočilo je nedvoumno. Edini učinkoviti izhod iz zdravstvene krize, ki se je zažrla v vse sfere naših življenj, je cepljenje. Znanstveni opus Romana Jerale je impresiven. Je pionir sintezne biologije pri nas in se uvršča med vodilne sintezne biologe na svetu. Sodelavci ga opisujejo kot garača, javnost pa ga je v enem najtežjih obdobij moderne zgodovine spoznala kot zaupanja vrednega interpreta in pojasnjevalca številnih vprašanj o COVID-19.
Kot znanstvenik se namreč čuti dolžnega, da poskuša pomagati javnosti razumeti kompleksne razmere, v katerih smo se znašli. Prizna, da ne ve vsega in da se je kdaj zmotil. Meni, da se morajo v krizi znanstveniki izpostaviti, čeprav bi bilo udobneje ostati v kabinetu. Matjaž Jereb je že od izbruha epidemije pripravlja smernice, načrtuje strategije in načine zdravljenja po državi. Vsemu navkljub jim je v ljubljanskem kliničnem centru med epidemičnimi valovi uspelo ohraniti tudi večino intenzivnih postelj za ne-covidne bolnike. Matjaž Jereb je eden od najuglednejših glasov stroke, ki redno poziva k cepljenju. Če bi ljudje zaupali stroki in znanosti, bi bil problem veliko manjši, je prepričan Jereb. Najhujši obraz bolezni, ki je človeštvo doletela šele lani, je spoznal zelo od blizu tudi kot zdravnik, ki v epidemiji, predvsem zaradi preobremenjenosti sodelavcev, še vedno opravlja tudi dežurstva. Nika Kovač je bila prvi obraz gibanja za pitno vodo. Z ekipo Inštituta 8. marec in skupaj s širokim civilno-družbenim gibanjem je poskrbela za zmago na referendumu za čisto pitno vodo. Odšli so po vaseh, trkali na vrata in ljudem razložili, zakaj je pomembno, da na julijskem referendumu obkrožijo besedo proti. Na koncu so zbrali kar 682.760 glasov, 86,75% in prepričljivo obvarovali čisto pitno vodo. Že predtem so v letu 2021 na Inštitutu 8. marec uspeli z redefinicijo kaznivega dejanja posilstva, da samo ja pomeni ja. Kasneje pa so bili dejavni tudi v boju za čisto pitno vodo v Anhovem. Edino takšna povezana skupnost je obet za boljši svet, še pravi Nika Kovač. Odkar so jo pred 30 leti začarale podobe filma Pine Bausch in se je diplomirana ekonomistka zapisala v umetnosti, Ema Kugler živi le še za njeno 7. vejo. Na domačih filmskih razpisih projekte Eme Kugler pogosto zavračajo, čež da zgodba nima jasne narativne linije in da liki niso dovolj dramaturško izdelani. V tujini fabulativnost njenih filmov nagrajujejo. Avantgardna psihoznanstveno-fantastična meditacija Človek s senco je v zadnjih 2 letih prejela že 42 nagrad. Zavrtela se je že na vseh celinah razen Afrike in na več kot 80 festivalih žirije prepričala, da so jo razglasili za najboljši eksperimentalni celovečerec. Zdenka Mrak je predstavnica tistih zaposlenih v zdravstveni negi, ki so v prvih vrstah boja proti COVID-19. Znamo, hoteli smo in zmogli smo. Zdenka Mrak ponosno pohvali vse svoje sodelavce, posebej angažirane v zdravstveni negi že od marca 2020. Za vsakega človeka, ki izgubi bitko z boleznijo v bolnišnici, jim je hudo. Posebej se to dotakne medicinskih sester, ki so 24 ur ob bolniku. Organizirali so psihološko pomoč za zaposlene, veliko pa pomagajo tudi medsebojni pogovori, pravi Mrakova, ki je tudi predsednica stalne delovne skupine za bolnišnično dejavnost pri Republiškem strokovnem kolegiju za zdravstveno in babiško nego. Barbara Štrukelj je pokončno vodila uredništvo v času največje krize agencije. Namreč, ko je vlada Janeza Janše začela vojno z mediji, je bila njena prva tarča prav STA. Vladno obleganje Slovenske tiskovne agencije, ko ji je odrekala zakonsko določena sredstva za njeno financiranje, je trajalo več kot 300 dni. Toda približno 100-glavo uredništvo STA, danes sicer zdesetkano, se ni zlomilo, saj ga krasi ekipni duh, ki je kljuboval političnim pritiskom in vztrajal pri profesionalnih novinarskih standardih. Odgovorna urednica ves čas vladnega obleganja STA je bila izkušena STA-jevka Barbara Štrukelj, ki na agenciji službuje že od začetka. Tadej Pogačar je že v 2020 osupnil rojake in kolesarski svet, ko je tik pred ciljem dirke po Franciji odvzel rumeno majico Primožu Rogliču. Vendar je bil tole eden od prvih velikih uspehov kolesarja s klanca pri Komendi, ki je tudi v letu 2021 s številnimi zmagami potrdil, da je najboljši na svetu. To pa ni bil njegov edini presežek v 2021. Kljub mladosti ve, kaj je družbena odgovornost in vračanje okolju in svojim Pogi timom skrbi za vzgojo več kot 150 mladih kolesarjev.
kolesarska kakovost Tadeja Pogačarja je nesporna, njegovi sopotniki pa pri njem cenijo predvsem to, da je dober človek in prava osebnost. Samo Zver je po 2 letih prizadevanj za novi način zdravljenja bolnikov z rakom dosegel preboj. V času epidemije mu je uspelo zagotoviti 3 aparature za tvorbo celic, ki se bodo spopadale s tumorji. Slovenske bolnike bodo že v kratkem lahko zdravili s to novo za medicino revolucionarno metodo CAR-T celičnega zdravljenja. S tem se slovenska hematologija uvršča med 10 najnaprednejših v svetu. Evropski parlament je v 2021 Sama Zvera skupaj s Kristino Modic razglasil za državljana Evrope za prispevek k vseevropskemu napredku zdravljenja bolnikov z rakom. Gre za človeka, ki se mu ni težko izpostaviti za malega človeka, za sodelavce, predvsem pa za bolnike. Predlagam en aplavz za vse nominirance, saj so si ga gotovo zaslužili. In seveda stopnjujemo napetost, nismo še čisto tam. Vsak od nominirancev je v Sloveniji in širše pustil odmevno sled, vendar si bomo pred razglasitvijo imena najprej ogledali, katera beseda pa je lani najbolj odmevala v naših življenjih. Ključni gradnik novinarskega dela je zagotovo beseda, ki se ji v uredništvu časopisa Delo tedensko posveča na poseben način. Vsako soboto v rubriki Beseda tedna objavlja besedo, ki opisuje pretekli teden. Glede na dogodke jo izberejo v uredništvu, njen opis pa nato prepustijo jezikoslovnim strokovnjakom, sodelavcem Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU. Tukaj lahko vidite, katere besede so bile letos na tapeti, in iz vseh besed, objavljenih in izbranih v letu 2021, je uredništvo Dela izbralo tisto, za katero menijo, da je najbolj zaznamovala preteklo leto. In Delova beseda leta je odlok. Odlok je po splošni razlagi nekaj, kar kaj uradno določa, ukazuje, po pravni terminološki pa splošni pravni akt ali predpis. Po življenjski razlagi nam je ta beseda večino leta predvsem parala živce. Vsebina odlokov se je namreč izpisovala pozno ponoči in že zjutraj smo bili prisiljeni v skladu z njo tudi živeti. Za pravnike dvoma ni. Bližnjice, ki jo odlok pri uvajanju ukrepov za premagovanje posledic epidemije COVID-19 predstavlja, ne sme biti. Hierarhija pravnih aktov namreč postavlja red, v skladu s katerim družba deluje. To pa je nekaj, kar moramo razumeti vsi, naj se z ukrepi za zajezitev epidemije strinjamo ali ne. Torej, odlok je beseda leta, zdaj pa nazaj k nominirancem. Pogledali si jih bomo malce pobliže, namreč povprašali smo jih, kaj jim daje upanje v novem letu. Poglejmo si. Dogovor in pa racionalnost celega sveta. Torej, na srečo nismo več v zgodovinskih časih, ko je epidemija povzročila razklanost, verske vojne, iskanje krivcev za epidemijo, ampak smo zdaj v času, ko pravzaprav vendarle epidemija povzroči sodelovanje zlasti strani znanosti in pa iskanje rešitev, ki so v resnici ciljano usmerjene, ne pa rešitve, ki samo iščejo krivce za nastalo stanje. Morda sem prevelik optimist, ampak jaz mislim, da bomo v letu 2022 se znebili tega virusa, da bomo normalno zaživeli in potem se bodo tudi mnoge druge stvari uredile, ki bi se morale že prej. Volitve. Da bo svet po 2 letih pandemije, ki je pokazala globoka razhajanja in razpoke v naši družbi, prešel k pameti in spoznal, da pot iz krize temelji na spoštovanju temeljev demokracije, na sodelovanju, zaupanju in nenazadnje tudi na verodostojnih informacijah. Pomembno in odgovorno vlogo pri tem bodo imeli tudi mediji. Ja, v naslednjem letu ena od zadev, ki se jo res veselim, je, da bodo tudi v Sloveniji začeli končno tudi zdraviti z sodobno metodo zdravljenja raka, z CAR-T celično terapijo, kjer
Upam seveda, da bomo tudi znanje, ki ga imamo v naši skupini z tehnologijo, ki jo razvijamo, lahko prispevali k temu, da bomo razvili in tudi pripeljali do pacientov še nove načine zdravljenja. Seveda ne v naslednjem letu, ampak v letih, ki prihajajo za tem. Daje mi upanje, da bo kljub vsemu enkrat konec te epidemije oziroma tega stanja, ki ga imamo sedaj, da bomo lahko normalno zaživeli, da ne bo toliko COVID bolnikov, da se bomo lahko posvetili tudi ostalim dejavnostim na področju poklicnega življenja, pa tudi, da bomo ljudje se lahko normalno srečevali in se pogovarjali in izmenjali to in ono, vendar ne preko audio-videokonferenc v živo. Za mene svetla točka bo bližajoča se poroka, ki bo verjetno naslednje leto. Svetla točka bo tudi družina, s katero bom čim več skušal preživeti časa. Tako da ja, take so za mene. Svetlih točk je več, spet izhajam iz področja mojega dela, vsekakor ostaja upanje. Prepričan sem, da bomo epidemijo v naslednjem letu obvladali in da se bomo počasi vrnili v normalne tirnice našega življenja, kar si vsi mi, tako zdravstveno osebje kot vsi ostali prebivalci Slovenije, verjetno najbolj želijo. Skupno z tem mojim projektom v narekovaju, kjer sodelujete tudi Lojze Han in Roman Jerala, ki sta aktivna na COVID polju, je svetla točka to, da se trenutno COVID nekoliko se zdi umirja in da trdno verjamem, da bo v pomoči takih strokovnjakov, ki jih imamo, ki so tudi vaši nominiranci, da bomo ugnali COVID v kozji rok, kot bi se reklo. Tako da to je zame najpomembneje in gremo naprej v pozitivnem duhu, ker drugega ne poznamo. Je dopustno za pol ure biti slabe volje, potem je treba iti pa naprej. Jaz upam, da bo celo leto 2022 ena svetla točka. Seveda, če si ga bomo takega napravili. Kakšne pol ure še lahko jamramo, potem je treba iti pa naprej. In tudi mi gremo naprej. Zelo dobro smo spoznali vseh 10 nominirancev, se toliko bolj prepričali, da ne bo enostavno zgolj enemu izmed njih podeliti ta laskavi naslov, ampak prišli smo do te točke. Zdaj je napočil vrhunec večera, zato na oder vabim odgovornega urednika Dela Bojana Budjo, da nas nagovori in razglasi nagrajenca. Izvolite. Spoštovane, spoštovani, najprej v imenu uredništva globoko spoštovanje in čestitke vsem nominirancem, kot je rekel že prvi predsednik Slovenije, zmagovalci ste vsi. Priznanje bo dobil seveda eden ali ena in napočil je trenutek, za voljo katerega smo danes tukaj. Delova osebnost za leto 2021 je Aleksander Čeferin. Nemara bi si priznanje v podobi Delove osebnosti leta zaslužil že tistega nepozabnega leta 2016, ko je v slogu najboljših strategov pravil z vzvišeno žogobrcarsko elito na stari celini in se zavihtel na sam vrh Evropske nogometne zveze. Nanj je stavil malo kdo, čestitali in slavili so ga vsi. Majhna Slovenija je čez noč postala velika, pomembna. Biti prvi človek UEFA je ogromna čast in še večja moč. Slovenija po zaslugi Aleksandra Čeferina nikoli ni bila prepoznavnejša na zemeljski obli. UEFA je močnejša od držav, nogomet je fenomen, ki ga ne more preglasiti nobeno globalno gibanje. Prav zavedanje v to silno moč je pričelo krniti ugled UEFA, a Čeferin je dokazal, da nedotakljivih in nezamenljivih ni. Zvezi je povrnil vpliv in spoštovanje, Sloveniji pa z novimi poznanstvi izdatno pomagal v ključnih prvih tednih boja s tedaj neznanim virusom.
Potem, ko je leta 2020 vizionarsko preložil Evropsko nogometno prvenstvo, je bila preden lani vržena nova rokavica. Aprila je zgolj v 2 dneh brezizhodno stisnil v kot mogočne lastnike največjih evropskih nogometnih klubov, ki so ustanovili tako imenovano Superligo. Tak model bi v prah sesul evropski model športa, ki napaja večino nogometnih modelov, usodno tudi slovenskega. Postal je prvi borec za evropske vrednote. Svojo razsodnostjo in energijo je na noge dvignil Emmanuela Macrona, Borisa Johnsona in druge ključne politične figure. Skupaj z njimi so ga plebiscitarno podprle evropske institucije, tudi Evropska komisija in parlament. Seveda pa je Aleksander Čeferin vseskozi ostal aktiven državljan Republike Slovenije. Ni pomagal le športno, nogometno, z zaščitnimi maskami v času najhujše krize. Kot ugleden odvetnik je jasno in glasno stopil v bran pravni državi in spoštljivi javni komunikaciji. Odločno se je uprl vsemu, kar deli našo in njegovo državo, pri tem pa opozarjal, da lahko tovrstne izzive rešimo le doma v Sloveniji. Bruselj nam jih ne bo. Upal bi si zatrditi, da jih ni bilo veliko, ki so lani prestali in bili s toliko izzivom kot prejemnik nagrade Delova osebnost leta. Še sam je dejal, če sem preživel leto 2021, bom preživel še mnoga. Naj bo res tako. Ostanite nam zdravi in bodite še naprej največji ambasador naše mlade države. Vem, da današnje priznanje zagotovo ne bo edino za vse tisto, kar ste dosegli v letu 2021, zagotovo pa za Slovenijo nosi najmočnejše sporočilo. Hvala. Prosim, da se nam na odru pridruži tudi gospod Petrič in seveda bomo z aplavzom pozdravili novo osebnost leta, gospoda Aleksandra Čeferina, ki ga zdaj vabimo tudi na oder, da prejme to laskavo priznanje. Čestitke še enkrat. Najlepša hvala gospodu Petriču in gospodu Budi, gospoda Čeferina pa seveda vabimo k besedi. Ja, da ne boste vi njegovih besed prebrali. Spoštovani bivši predsednik republike, spoštovani predstavniki Dela, spoštovani sonominiranci, spoštovani gostje. Najprej najlepša hvala uredništvu in bralcem za to prestižno nagrado ali pa priznanje. Mirno lahko rečem, da bi to priznanje lahko dobil popolnoma vsak od nominirancev. Sem prav ponosen, da sem v tako odlični družbi. Delo me spremlja že praktično vse življenje. Brali so ga moji stari starši, brali so ga moji starši, oče še vedno, beremo ga pri nas doma, od Barbare oče je bil urednik, lektor na Delu. Ravno danes me je klical slovenski častni konzul v Argentini, moj prijatelj Heri Zupan, ki je rekel, da redno prebira Delo. Moji prvi spomini na Delo so v začetku 80-ih let, ko sem bil najstnik, sem začel brati Delo. Priznam, da sem preskočil vse strani razen športa in izjemno mi je šel na živce moj oče, ki nam otrokom ni pustil, da se dotaknemo Dela, dokler on ne prebere od prve do zadnje strani. Večkrat sem ga vprašal, a ne moram dobiti vsaj športne strani. Zelo osorno, kar ni tipično za njega, je rekel, pusti pri miru, vse mi boš zmešal. In nažalost ugotavljam, da jaz podobno ravnam s svojimi otroki, predvsem v soboto, ko pride še sobotna priloga, ko pride še Nedelo, ki pa ga iz načelnih razlogov z Barbaro bereva v nedeljo. Jaz bi želel čestitati
lastnikom Dela, uredništvu in vsem novinarjem za pokončno držo v teh za neodvisne medije izjemno težkih časih, posebej v Sloveniji. Zadnjič sem srečal enega prijatelja iz Zagreba, on je sicer Srb po narodnosti, ki mi je rekel, v Jugoslaviji smo imeli zelo veliko dobrih časopisov, zdaj nam je pa ostalo samo še Delo. In to pravzaprav pove vse o vas. Jaz se zavedam, da je v poplavi nekaterih zelo cenenih internetnih medijev upravljanje, financiranje in vodenje nekega resnega časopisa, nekega resnega novinarstva draga stvar. Ampak ne smemo pozabiti, da je to izjemno dragoceno poslanstvo. Pomembno poslanstvo za celotno družbo. Na koncu bi želel ob novem letu vsem nam zaželeti, da se znebimo tega virusa, imenovanega COVID, da pa se hkrati znebimo tudi vsega in vseh, ki se hranijo s tem, da smo skregani, ki nas skregajo, ki nas žalijo, ki nas ponižujejo in ki nas ne poslušajo. Nekateri očitno mislijo, da je potrebno uničiti drugega, da si ti uspešen. Slovenci smo lahko uspešni samo, če smo enotni. In to mi, ki delamo v tujini, vemo še toliko bolj. In neka izjemno modra gospa je enkrat rekla, tisti, ki misli, da lahko uspe samo tako, da uniči drugega, mora vedeti, da ga uničenje čaka na vratih njegovega uspeha. Še enkrat želim vsem srečno in zdravo novo leto in jaz ne upam, tako kot prvi predsednik republike, jaz sem prepričan, da bo to eno krasno, optimistično, lepo novo leto. Hvala lepa za nagrado še enkrat. Čestitke, gospod Čeferin, najlepša hvala za tako optimističen nagovor. Gospe in gospodje, podelili smo nagrade vrhunskim avtorjem, izjemnim osebnostim, seveda iskrene čestitke tudi vsem nominirancem, glavnemu nagrajencu. In kaj bomo rekli za konec? Na nove izjemnosti, na male in velike zgodbe, na jasnost in dobro za vse. In naj nam dela nikoli ne zmanjka. Ob koncu naše prireditve se iskreno zahvaljujemo tudi pokroviteljem nocojšnjega dogodka, zavarovalnici Triglav, podjetju Žito in kozmetiki Afrodita. Najlepša hvala vsem, ki so tole spremljali prek spletne aplikacije. In seveda najlepša hvala vsem vam, spoštovani gostje, za tale obisk v živo. Samo še majhen opomnik, ne pozabite teh vrečk podjetja Afrodita, ki ste jih dobili spodaj, ko boste prišli že v pritličje. Pri garderobi pa vas čaka še ena vrečka z darilom, nikar ga ne pozabite vzeti. Vzemite pa tudi posladek, ki vam ga poklanja podjetje Žito. Srečno, najlepša hvala in do prihodnjega leta.